samooskrbi s sončno energijo. In seveda tudi spraševali se bomo, kako jo optimizirati, kajti če imamo sončno elektrarno, lahko s tem tudi znižamo stroške in seveda potem tisto položnico bomo z veseljem plačali oziroma lažje, z lažjim srcem plačali. Ampak kako pravzaprav se tega lotiti? Ja, to nam bo pojasnil predstavnik podjetja, ki je specializirano za električno energijo. Gašper Ravnak, vodja službe za razvoj v ECE, je že v naši družbi. Dobro jutro. Dobro jutro. Tako, zdaj, zelena energija je tista, ki prihaja iz obnovljivih virov in sončna energija nam, oziroma sonce nam zagotavlja energijo, ki jo seveda lahko pretvorimo v elektriko. Kakšne pa so prednosti sončne elektrarne za recimo neko klasično gospodinjstvo v Sloveniji? Prednosti sončne elektrarne se sigurno poznajo v tem, da za energijo skrbimo sami. Se pravi, ob tem skrbimo tudi za to, da z našim dejanjem, z našo investicijo pripomoremo k tem zelenem prehodu in naši ozaveščenosti glede ekologije. V vsakem primeru pa kot vsako gospodinjstvo tudi vsak razmišlja kot investicija. In kot investicija je sončna elektrarna sigurno smiselna. Zdaj, a je kakšen tip gospodinjstva, kakšen tip hiše, recimo, ki pa ni, ne da ni primerno, ampak tako, vendar ne na koncu računamo, a se nam splača? Sigurno, da bolj primerni so odjemalci, ki imajo nekoliko večjo porabo energije. Se pravi, v takem primeru se investicija nekoliko hitreje povrne. V primeru manjših objektov pa ne gledamo vedno samo skozi investicijo. Gre tudi za dolgoročnost oskrbe objekta. In lahko bi rekel, da načeloma je vsako gospodinjstvo, vsaka hiša primerna za sončno elektrarno. Vprašanje je zgolj povračilne dobe, ki jo želimo doseči. Ampak vendarle je verjetno treba pogledati tiste pogoje, ki jih je treba upoštevati, ali se nam sončna elektrarna splača ali ne na dolgi rok. Zdaj, kateri pogoji je dobro, da so izpolnjeni, preden se odločimo za tako investicijo? Eden prvih in poglavitnih pogojev je primerna streha, se pravi, da imamo primerno osončenost objekta, se pravi, da lahko ujamemo tiste sončne žarke, ki jih želimo. Drugi pogoji so seveda, da imamo primerno priložnost, da lahko priklopimo elektrarno v omrežje, kar je zelo pomembno, ampak v zadnjem času tudi nekoliko manj, ker z hranilnikom energije lahko pri manjši moči oddajanja energije v omrežje poskrbimo vseeno za dobro samo oskrbo svojega objekta. Pri vas imate en model, ki se imenuje NetMet in vključuje ravno te hranilnike. Kaj je posebnost tega? V preteklem obdobju je bil znan net metering, se pravi, se je obračun energije izvajal enkrat na leto in smo plačali zgolj razliko med proizvedeno in pa porabljeno energijo. Z koncem leta 2024 se ta model ukinja in v našem podjetju smo kot odgovor na to pripravili model NetMet, ki ohranja prednosti net meteringa in s tem omogočamo, da kupec vseeno plača energijo enkrat na leto. Se pravi, imamo letni obračun. Če bi gledali klasične modele, glede na to, kar se dogaja trenutno na trgu, je po zakonodaji mesečni obračun, se pravi v mesecih, ko imamo večjo porabo in manj proizvodne, recimo v začetnih mesecih leta, bi potem plačevali energijo, v poletnih mesecih, ko pa proizvodna presega samo porabo energije, pa bi v bistvu dobili nek višek. V našem primeru pa se ta obračun izvede enkrat na leto in s tem ohranimo prednost za kupca, da je tudi izračun in vse, tudi ekonomika je zaradi tega boljša. Da lahko tudi malo pozabimo na položnice. Spravi, vzamete nekakšno povprečje letno? Pogledate, koliko je bilo porabljeno, koliko je bilo proizvedeno? Da, mi v bistvu za vsakega kupca naredimo njegovo simulacijo z hranilnikom. Pri tem hranilnik upravljamo mi, pametno upravljanje hranilnika omogočamo in s tem poskrbimo, da najbolj optimalno deluje njegova sončna elektrarna in se tudi poraba v objektu najbolj primerno oskrbuje. Potem pa na koncu leta, na podlagi vseh teh izračunov, pač pogledamo, koliko je bilo proizvedene, koliko je bilo porabljene energije. Če nastane višek, ga lahko koristi v skladu z pogoji, ki jih podjetje omogoča, vkolikor pa je manko, pa se tisti manko pač doplača. Prednost je tudi v tem, da je energija v obe smeri enako vredna, tako da v bistvu kupec res zelo dobro lahko izkoristi prednosti tega modela NetMet. Marsikateri lastnik sončne elektrarne še vedno koleba, ali si umisliti hranilnik ali ne, se ta investicija izplača ali ne. Kakšni so vaši izračuni? Naši izračuni pravijo, da nekje pri kupcu, recimo, ki ima okoli 200 evrov položnice za električno energijo,
Taka investicija doseže poročilno dobo približno 7 let, kar pomeni, da se v takem primeru sigurno splača. In če gledamo skozi dolgoročnost delovanja sistema, se ta investicija sigurno povrne in pa še v bistvu dosežemo kar znaten prihranek. Zdaj, zdi se, da so te sončne elektrarne še kar nekako v vzponu razvoja, ne? Kaj so zadnji trendi? Zdaj nekje sem slišal, da celo ni potrebna več tista najbolj idealna lega za postavitev, ampak da so že tako kakovostne, da tudi če je malo osenčena lega, še vedno dosegamo zavidljive rezultate. Da, tehnologija v zadnjih letih res hitro napreduje. Trenutno, če pogledamo same tehnologije modulov, omogočajo, da v bistvu bistveno boljše izkoriščamo sonce, tudi z postavitvijo, ki ni direktno postavljena proti jugu, lahko zagotovimo tudi diagram porabe oziroma proizvodnje, ki sovpada bolj z dnevnim diagramom porabe, kar pomeni, da na ta način lahko izkoriščamo tudi te prednosti, se pravi malo drugačne postavitve elektrarne. Poleg tega pa so v zadnjih trendih vedno dodani še hranilniki. Investicija pa je zanimiva predvsem tudi zaradi tega, ker so na voljo zelo dobre subvencije strani Borzena in na ta način poskrbijo, da lahko odjemalec oziroma investitor svojo investicijo res vrne v doglednem času. Rekli ste, da lahko hranilnike nekako upravljate nadaljavo. Kakšna je prednost tega? Prednost sigurno je v tem, da najbolj optimalno izkoriščamo sistem energije, se pravi, da upoštevamo, kdaj je energija na voljo, kdaj je višek energije in takrat shranjujemo v hranilniku. Vedno pa je v sistemu dodan tako imenovan pametni krmilnik EcoFlex, ki pa omogoča, da ob tem, poleg tega, da upravlja z samo elektrarno oziroma s hranilnikom, še upravlja s polnilnico, še s toplotno črpalko in drugimi viri in s tem kupcu omogoča, da njegov profil porabe čim bolj prilagodimo, se pravi, tistemu, kar imamo v tistem trenutku na voljo. Brez obnovljivih virov si praktično ne predstavljamo prihodnosti, tako sonce je pomemben vir. Hvala lepa za današnji pogovor in seveda vse dobro. Veliko sonca. Hvala tudi vam. Tako, v nadaljevanju pa ja.